Torej, vsem skupaj en lep pozdrav. Vsem, ki niste dijaki, lepo pozdravljeni na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, čeprav ste v svojih domačem okolju, ste se nekako pridružili k enemu predavanju v naši organizaciji. V naši sredi lepo pozdravljam profesorja dr. Robija Krofliča z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki nam bo povedal malce več o umetnosti pa umetniškem ustvarjanju v teh zanimivih časih, tako bom imenoval. Stvar je, nekako smo si z Robijem zamislili, da bi trajala kakih dobrih 45 minut. Robi vam bo predstavil predavanje, ki si ga je pripravil. Jaz vam bom vmes vklopil kakšno anketo, oziroma ena taka bo zdaj čisto na začetku, toliko, da sploh vidimo, kdo vse je tu zbran. Evo, anketa se vklaplja, tako da prosim, da to samo vmes poklikate. Potem nekaj podobnega bo tudi na koncu. Pa predlagam, da če so kakšna vprašanja, jih komot lahko zapišete tudi v chat, pa bom potem jaz to malce spremljal, pa Robi vmes, ali pa se vklopite, oziroma predlagam, da potem se med samim kliknete tam raise hand, pa dvignete roko, kolikor bi želeli kaj povedati, da bomo to nekako nemoteno speljali. Seveda pa je ob koncu absolutno mišljeno diskusija, debata, karkoli želite povedati, deliti z nami, vprašati. Mogoče za dijake tudi, če tudi po zaključku, če koga zanima karkoli v zvezi s študijem, pedagogike, karkoli takega, je to zdaj priložnost, kaj izkoristite. Tako bi pač v kulturnem domu ali pa v kateri od naših učilnic v koncu pokramljali s predavateljem. Tako da jaz besedo predajam Robiju, pa verjamem, da se bomo fajn imeli. Ja, hvala lepa. Bom jaz najprej vključil pač svoj PowerPoint. No, takole in takole. Je to v redu? V redu. Ja, potem pa še z moje strani en res lep pozdrav. Upam, da bomo preživeli eno prijetno uro skupaj. Sam sem si zamislil to predavanje in potem pogovor pravzaprav v zvezi z vprašanji, kaj se dogaja v današnjem trenutku in kako se je pač na to pandemično stanje na eni strani odzvala šolska sfera, na drugi strani pa seveda sfera umetnosti oziroma umetniki sami. Kot ste videli, naslov že napoveduje na nek način osnovno trditev, ki jo bom poskušal s praktičnimi primeri, pa tudi z pač nekaterimi teoretičnimi izhodišči tudi podkrepiti. To je teza, da umetnost pomaga urejati misli in čustva, hkrati pa je umetnost tista, ki naše življenje spreminja v zgodbo. Kaj želim s tem povedati? Da bi imeli neko predstavo o tem, kdo smo in kaj pomeni trajanje pravzaprav v našem življenju, moramo pravzaprav te posamezne dražljaje, misli, refleksije, ki se nam trenutno prikazujejo, na nek način med sabo povezati. In ko pač vse te čutne, intelektualne, čustvene vtise povežemo v neko celoto, ta celota dobi pravzaprav obliko zgodbe. Zato je tudi seveda v ustvarjalnih procesih, ne glede na medij ustvarjanja, ali je to film, fotografija, literatura, ples, na nek način pravzaprav v ozadju vsake take stvaritve tako ena narativna struktura, ki je značilna pravzaprav za zgodbo. In pogledali si bomo pravzaprav,
kako si lahko v času, v katerem živimo, na eni strani spremljanjem še posebej angažirane umetnosti, na drugi strani pa seveda tudi z lastnim ustvarjanjem pomagamo. Vedno predavanje začenjam z nekimi uvodnimi impulzi. Tokrat bo prvi impuls neverbalen. Gre za dve, po moje, vrhunski fotografiji, ki sta nastali v času pandemije. Njun avtor je mojster fotografije Matej Pelhan, on je tudi klinični psiholog. Verjetno ga je kdo od vas spoznal po ciklusu fotografij Mali princ in pa potem tudi po dokumentarnem filmu, ki je nastal po tem ciklusu in ki je opisoval sanje enega fanta Luke z hudo obliko mišične distrofije, ki si je želel videti, pravzaprav, kako bi izgledal, če bi ne bil priklenjen na voziček. Ta ciklus fotografij je doživel svetovno odmevnost. Matej je v nadaljevanju potem tudi imel predavanje pravzaprav o tem, kako je nastal ta ciklus v okviru teh TED predavanj mednarodnih. No, ampak kot vidimo, s svojim ustvarjanjem nadaljuje in poskuša na nek način pravzaprav nas senzibilizirati za situacijo, v kateri smo se znašli, na drugi strani pa tudi opogumljati. Leva fotografija meni na nek način odraža to senzibilizacijo. Dejstvo je, da se nahajamo v nekem času in prostoru, ki ga zaznamuje velika nevarnost, da bomo z legitimiranjem strahu pred tem, da se ne nalezemo virusa oziroma da sami ne trosimo virusa v svoji okolici, vedno bolj podvrženi pravzaprav pritiskom nadzora. Ne samo tistega, ki pomeni fizična omejitev gibanja, ampak tudi tistega, ki pomeni sledenje pravzaprav preko ali pametnih telefonov ali kakšnih drugih tehnologij. No, desna fotografija se mi zdi, da opogumlja, da nam kaže, da vendarle pravzaprav tudi v teh časih imamo orodja, imamo možnosti, da premagamo pravzaprav določene strahove, negotovosti, ki so povezani s tem časom. No, druga ideja, s katero bi odprl to predavanje, je pravzaprav nekoliko bolj, rečemo temu, jezikovno strukturirana. Za izhodišče sem vzel en daljši citat, misel, ki jo je izrekel novinar Marcel Štefančič v pogovoru za časnik Delo, kjer govori sicer o glasbi, ampak zanimivo, da je zelo hitro pravzaprav v istem časopisu, v sobotni prilogi Dela, pisatelj in založnik Lojze Vizar pravzaprav omenil ta isti citat in rekel, da to, kar je Marcel opredelil kot značilnosti glasbe, lahko preprosto pripišemo vsaki umetnosti. Tako pravi Štefančič: to je čas, ko si glasbeniki nataknejo bele halje, ne da bi si jih nataknili. Kaj vidimo zdaj v času te strašne kataklizmične krize? V situacijah, kot je ta, bolj zaupamo znanosti kot politiki. Po eni strani je torej znanost ta, ki v takšnih časih verjamemo in zaupamo, po drugi strani pa v takšnih časih verjamemo in zaupamo glasbi. In to ne brez razloga. Glasba je ta, ki ureja misli in čustva. Glasba je ta, ki obvlada in zajezi naše strahove in negotovosti. Glasba je ta, ki ti vrne občutek časa, ki ti ure spreminja v minute in minute v dneve, ki ti življenje spremeni v zgodbo, ki te dela pametnejšega, fluidnejšega, karizmatičnejšega, ki te spomni na prihodnost, ki te solidarizira, senzibilizira, kulira, kristalizira, olajšati skok v neznano,
omogočati premagovanje protislovij in paradoksov. Prižiga te in te revolucionira. Glasba je v beli halji, glasba je gospa v belem, skupno dobro. Glasba ti olajša soočenje s tem, kar prihaja, hkrati pa ti pomaga, da ne postaneš to, česar se najbolj bojiš, da bi postal. Preprečuje ti, da bi postal pošast. Zdi se mi, da je to ena res lepa ilustracija vsega tistega, kar nam umetniško ustvarjanje ponuja ne samo v časih, kakršen je ta, ampak nasploh. No, če nadaljujem z vprašanjem, pravzaprav ne toliko, kako se je prosvetna politika odzvala na to pandemijo, ker tu bi imel preveč tudi slabega zapovedati, ampak predvsem, kako sam mislim, da bi se morala odzvati. Vam bom tudi tukaj predstavil pač eno zamisel, ki sem jo oblikoval v enem intervjuju za časnik Novi tednik in je bila pravzaprav včeraj objavljena. Takole sem med drugim povedal v tem intervjuju: večsmerna komunikacija je tista, ki bi morala odlikovati poučevanje in učenje nadaljavo. Seveda je velik del te komunikacije možno prenesti v spletno okolje, vendar potrebujemo veliko tehničnega znanja, predvsem pa domišljije za kreativno rabo spletnih orodij, ki je povprečnemu učitelju pogosto manjka več kot otrokom in mladostnikom, ki jih opisujemo kot digitalne domorodce. Hkrati pa je tudi spodbujanje digitalnih domorodcev, da izumljajo nove, bolj kreativne rabe spletnih orodij zelo pomembno, saj jih popularna kultura sili v zelo okrnjeno potrošniško rabo družabnih omrežij, neprimerna vzgojenost pa tudi v zlorabe. Verjetno bi se lahko mnogo uporabnega naučili od še ene skupine, ki je njeno delovanje zahtevana izolacija prizadela podobno kot šolnike in šolajoče. To je od umetnikov. Ti povsod po svetu nenehno izumljajo nove in nove načine, kako umetnost prenesti v javne prostore, ki lahko delujejo tudi v tem času. Skratka, tisto, kar želim izpostaviti, je, da ne glede na situacijo, v kateri smo se znašli, je ohranjanje različnih dimenzij komunikacije, pri čemer si lahko pomagamo na zelo različne načine, tisto nekaj, kar pravzaprav nas bo tudi v tem času bogatilo, zaradi česar se nam življenje ne bo ustavilo, ampak nam bo ponujalo pač neke nove izzive in neke nove priložnosti, recimo za izkušnje, za katere pa verjamem, da jih bomo rabili tudi v prihodnje. Če vsaj malo verjamemo napovedim znanstvenikov, tistih torej oseb v pravih belih haljah, ta pandemija zagotovo ni prva, je mogoče glede na stopnjo nalezljivosti najbolj agresivna, predvsem pa ni zadnja. To ni katastrofa, to je pač neko stanje, v katerem živimo zdaj in s katerim bomo verjetno živeli tudi v prihodnje. In prej, kot si najdemo načine, da tudi takšen čas čim lepše preživimo, boljše bo za nas. Začnimo z nekaj vprašanji, kaj je tisto pravzaprav, kar nas najbolj definira, tudi najbolj ogroža v tem času. Med kliničnimi psihologi, psihoterapevti boste naleteli pravzaprav zelo pogosto v današnjem času na potrebo po razlikovanju med tesnobo in strahom. Tesnoba je tisto nekaj, pravzaprav, s čimer se zelo težko spopadamo. Tudi tisto nekaj, kar v trenutku, ko v objektivnih okoliščinah se stanje spreminja, nekoliko lajša, zelo hitro vodi v zanikanje.
s tem pa pravzaprav preprečuje možnost, da bi izkušnje, ki smo si jih nabrali, postale pravzaprav neka oprema za prihodnje. V nasprotju s tesnobo je strah pravzaprav normalno stanje. Stanje, ki nam omogoča pravzaprav odgovornost se odzvati na življenjske okoliščine, ki nas bo zateklo slej ko prej v takšnih ali drugačnih okoliščinah. Se pravi, strahom ni nič narobe. Narobe je pravzaprav, če ne poskušamo tesnobe, ki pa nam jo pogosto povzročajo predvsem množični mediji, politika, z tem, da pravzaprav stanje naslavlja z nekim vojnim besednjakom, da virus naslavlja z oznako nevidni sovražnik in tako dalje. Ta diskurs je tisti pravzaprav, ki na nek način krepi to tesnobno stanje, ki pa je seveda z psihološkega vidika zelo problematično. In verodostojne informacije o tem, kaj se dogaja z nami, kaj se dogaja v našem okolju, so tiste, ki nas ne bodo odvrnile od strahu, zagotovo pa nas bodo odvrnile od tega psihološkega pritiska, ki je problematičen. Druga taka velika tema, ki jo sam občutim enako na svoji koži, kot jo občutijo tudi mladostniki, je vprašanje, kaj pomeni ta zahtevana osamitev. Zapisal sem tako, v običajnih okoliščinah prepogosto neposredne socialne kontakte nadomeščamo z virtualnimi povezavami. Zdi se, kot da pravzaprav je to hitenje po nenehni povezanosti nekaj, kar ni vedno in samo dobro. Vzeti si čas, da si sam s sabo, je nujen element pravzaprav za premislek, za refleksijo, tudi za neko ustvarjanje iz stanja, v katerem se znajdem. Mnogi umetniki pričajo, da je ena od izkušenj, ki jih je pripeljala v bližino umetnosti, pravzaprav bila vezana na obdobje otroštva, mladosti, ko so se znašli v neki, rečemo temu, neposredni socialni osami, ta pa jih je peljala v smer, da so seveda začeli komunicirati z drugačnimi mediji, na drugačen način, pripeljala jih je k premisleku, k iskanju pravzaprav nekih živih življenjskih impulzov, ki jih ponujajo seveda tudi umetniške stvaritve. Zato verjamem, da še posebej zato, ker takšno trdo omejeno stanje ne bo dolgo trajalo, je smiselno iskati pravzaprav in tudi znajti neke kreativne oblike vzdrževanja bogatih socialnih stikov tudi v stanju fizične oddaljenosti. Enako kot velja za osamo, velja za dolgčas. Tudi dolgčas je tisto nekaj, kar pravzaprav od česa vsi poskušamo zbežati, hkrati pa je dolgčas tisti, ki je lahko znanilec tudi bogatega časa. Eden od paradoksov, ki jih občutimo ali v trenutku, ko sami se preizkušamo z ustvarjanjem v umetniških medijih, ali pa ko smo odjemalci umetnine, je specifično spremenjeno stanje doživljanja časa. Naenkrat doživljamo pravzaprav, da nam na eni strani čas beži z neverjetno hitrostjo, na drugi strani pa se nam zdi, da je ta čas ekstremno dolg. Se pravi, ta povezanost dolžine in kratkosti je neka dimenzija, ki so jo recimo fenomenologi že tam konec 19. stoletja omenjali v zvezi z umetniškimi izkušnjami. Skratka, izkoristimo to obdobje, v katerem smo se znašli,
zato da pravzaprav najdemo priložnosti, da ta nekoliko dalj trajajoča neposredna fizična odmaknjenost od različnih stikov pravzaprav prinese tisto nekaj, kar bo imelo trajnejšo veljavo. Zato tudi zaključujem ta prvi del z idejo, da tam, kjer politika zastrašuje in v imenu zaščite uvaja prepovedi, tam poskušajmo pravzaprav v umetnosti najti impulze za to, da nas senzibilizira in da nam pomaga poiskati neke nove rešitve za kakovostno bivanje. Nekaj zelo kratkih referenc na vprašanje, na kakšen način pravzaprav danes razmišljamo o tem, kakšna je vrednost umetniškega doživljanja za otroka oziroma mladostnika. Res zelo tiste najbolj osnovne ideje. Prvič, zavedati se moramo, da je umetniško upodabljanje verjetno staro toliko kot civilizacija. Res, da antropologi pogosto trdijo, da je materialni dokaz za nastanek civiliziranega bivanja tisti trenutek, ko začnejo ljudje pokojne pokopavati. Se pravi, ko pravzaprav takrat, ko umremo, ne pomeni zgolj, da nas ni več na svetu, ampak da nas naši bližnji na nek spoštljiv način pospremijo v smrt. Ampak drugi materialni dokaz za obstoj civilizacije so zagotovo pravzaprav umetniške upodobitve. Pa naj gre za tiste, ki so se ohranile v likovnem mediju, že v recimo prazgodovini, za ostanke recimo glasbil. Zagotovo pravzaprav je tudi gibanje človek zelo hitro začel uporabljati, ne samo za premikanje in preživetje in delo, ampak tudi za izražanje stanj. Seveda o pisni kulturi, na pisno kulturo moramo čakati nekoliko dalj časa. Če je torej poleg, smo rekli, spoštljivega odnosa do živih in mrtvih umetnost najodličnejši znak humanosti, potem je za pedagogiko izjemno pomembno vedeti, da so otroci že v najzgodnejšem otroštvu na nek način zmožni sprejemati umetnost. Od najzgodnejšega otroštva so otroci sposobni pozornosti, občutljivosti, čudenja, ustvarjalnega soočenja z osebnimi stiskami, celo revolucionarnega poseganja v svet namesto prilagajanja zatečenim okoliščinam. Ena od prvih umetnic, ki se je aktivno vključila v delovanje šolskega sistema, je slikarka Vea Vecchi, ki je bila že v poznih 60-ih letih zaposlena v severnoitalijanskih vrtcih Reggio Emilia brez vsakršne pedagoške izobrazbe. Njena naloga je bila, da ustvari likovni atelje, ki bo pravzaprav nekakšen laboratorij namenjen otrokom za to, da testirajo svoje ideje, da razmišljajo s pomočjo teh orodij in tako dalje. Vea je bila praktik, ampak vendarle po upokojitvi je zbrala te svoje vtise in objavila knjigo, ki imate tukaj navedeno, in eden od citatov iz te knjige je zelo zgovoren. Takole pravi: sinteza, metafora, pozornost do ponavljanja in variacij, privlačnost barve, nefigurativno raziskovanje risanja, iznajdbe znakov in form, s katerimi poskušamo predstaviti svet. Vse to je del otrokovega sveta, a je hkrati blizu umetnikovemu svetu. Otroci in umetniki imajo, čeprav zaradi različnih razlogov, isti povsem nov način gledanja, ko opazujejo svet. Seveda je popolnoma jasno,
da vsakršnega izražanja z umetniškimi sredstvi pri otroku, pa tudi pri mladostniku, ne moramo razglasiti za visoko umetnost. Ampak tisto, kar je pomembno, je vedeti, da v trenutku, ko vzamemo v roke umetniška izrazna sredstva, da nas pravzaprav lahko odlikujejo enake zmožnosti, enake osebnostne naravnanosti, ki so značilne tudi za umetnike. Druga ideja, ki bi jo želel izpostaviti, je pravzaprav še starejša. Kot vidimo, leta 1911 je srbski psiholog Vičencije Rakić doktoriral sicer v Nemčiji z temo, ki se je imenovala Vzgajanje z igro in umetnostjo. V njej je predstavil pravzaprav izjemno za tisti čas, pa še za današnji čas izzivalno idejo, namreč, da nas vzgoja praviloma uči, kako se prilagajati svetu, v katerem živimo, morala pa bi tudi razvijati zmožnosti za aktivno spreminjanje sveta. Tisto, kar po Rakiću na nek način razlikuje človeka od ostalih živih bitij, je, da v mnogo večji meri kot ostala živa bitja, bitje mu preživetje ne omogoča samo čim boljša adaptacija na okolje, kakršno pač je, ampak ima pravzaprav tudi neko drugo orodje, da vpliva na to okolje, da spreminja svet. In če je temu tako, in če je pravzaprav tisto, kar nas odlikuje kot človeška bitje, pravzaprav nekaj, s česar dispozicijami pridemo na svet, vendar se te dispozicije brez vzgoje ne bodo mogle razviti, potem postaje popolnoma razumljivo, da bi se morali v vzgoji in izobraževanju ukvarjati tudi z spodbujanjem kreativnosti, aktivnega poseganja v svet in tako dalje. No, Rakić je v dveh vzgojnih sredstvih prepoznal ta potencial. To je simbolna igra, značilna za majhne otroke, in pa umetnost, značilna za nekoliko večje otroke, mladostnike in odrasle. Umetnost ni nič drugega pravzaprav kot igranje. Forma umetnosti je, po mnenju številnih teoretikov, ki so se ukvarjali z pomenom igre za človeško eksistenco, pravzaprav forma igre. Zakaj je temu tako? Rakić pravi, da simbolna igra in umetnost dosegata spremembe stvarnosti s pomočjo težnje po njenem kopiranju ali pa imitiranju, bi lahko rekli, vendar pod svobodno spremenjenimi pogoji. V vsebinskem smislu gre tukaj umetnosti najprej tako, da prikazuje življenje, kakršno bi lahko bilo glede na določene izmišljene pogoje. Se pravi, umetnost ni samo posnemanje, preprosto. Stvari, kakršne so. Umetnost je upodabljanje stvari, kot jih vidimo in doživljamo sami, pa tudi stvari, kakršne bi lahko postale, da bi bile bolj po meri pravzaprav naših potreb in pričakovanj. Samo še en namig, potem pa se vrnemo na aktualno dogajanje. Tisto, kar je za pedagogiko pravzaprav enako pomembno, je ugotovitev, da sta z nekega pedagoškega vidika, se pravi pa tudi z vidika recimo osebnostnih izkušenj, ki nam omogočajo osebnostni napredek, enako pomembni pravzaprav tako stik z umetnino, kadar smo odjemalci neke umetnine, kakor tudi lastno umetniško ustvarjanje. Zakaj in kako deluje stik z umetnino? Tu sem si sposodil neko izpeljavo pri francoskem filozofu Paulu Ricoeurju, ki to pravzaprav tezo imenuje teorija trojne mimezis. Takole pravi: ko izberemo neko umetnino, ki nas je prevzela
zaradi tega, ker seveda očitno upodablja neko tematiko, ki je pomembna z našega eksistencialnega vidika, se na nek način s pomočjo neke specifične intelektualne zmožnosti, ki rečemo imaginacija, potopimo v zgodbo te umetnine in s tem razširimo horizont lastnega izkustvenega sveta. Kaj to pomeni? Pomeni, da pravzaprav dogodek, ki se pred nami odvija v domišljiji, nam ponuja pač neko situacijo, ki je pogosto v življenju nikoli ne bi mogli doseči. Hkrati pa je ta domišljijska izkušnja ali imaginacijska izkušnja lahko enako ali celo bolj bogata kot realno izkustvo. Seveda, če se zgolj pri tem življenju ne ustavimo. Pomen pravzaprav tega, da lahko tudi iz umetnine potegnemo pomembne zaključke za svoje življenje, je v tej tretji fazi po Ricoeurju, ko se od umetniške izkušnje vrnemo v realnost lastne eksistence, obogateni z izkušnjo možnih sprememb. Se pravi, umetnost nas na nek način, lahko rečemo, v nekem trenutku odlepi od neposredne življenjske situacije, nas prestavi v nek drug svet, domišljijski svet. Vendar, če smo pripravljeni se vrniti nazaj pravzaprav v svoje stanje, v svoj realni svet, bomo videli, da nas je ta domišljijska izkušnja obogatila z nekimi uvidi, z nekimi spoznanji, kaj lahko ustvarimo, spremenimo tudi v lastnem svetu. Seveda je z vidika vzgoje in izobraževanja izjemno pomembno tudi ustvarjanje v umetniških jezikih. To nam na nek način omogoča, da dodatno osvetlimo naše lastno življenje, pa tudi, da nekako preverjamo pravzaprav ideje, ki jih imamo v zvezi s tem, kaj bi s svojim življenjem lahko naredili. Tukaj vam ponujam pravzaprav eno zelo ilustrativno shemo, ki je nastala že kar dobrih 20-30 let nazaj, ki pojasnjuje pravzaprav ta položaj dveh procesov, ki jih vključuje umetniška izkušnja. V zgornjem ovalu vidimo ilustriran ustvarjalni proces, tisto nekaj, kar zaznamuje umetnika, ki s pomočjo intuicije in pa seveda zmožnosti, da te intuitivne ideje posreduje navzven, s pomočjo ekspresije umetniku omogoča, da ustvari umetnino. Ampak umetnina se bo v resnici v celoti realizirala šele v procesu doživljanja tistih, ki so udeleženi v umetniškem dogodku ali pa tistih, ki pač to umetnino enostavno sprejemajo kot gledalci, poslušalci. Tudi občinstvo vstopa v stik z umetnino na aktiven način. Ni aktiven samo umetnik. Občinstvo je deležno neke estetske izkušnje. Rekli smo doživetja, ki nas pretrese, ki zanimira naše intelektualne, čustvene, tudi motivacijske dejavnike. In če smo pripravljeni to estetsko izkušnjo povezati z razmislekom, z interpretacijo, se bo ta krog pravzaprav ustvarjalnega procesa v resnici zaokrožil. Seveda v performativnih umetnostih je logika te sheme še bolj jasna, kajti v performativnih umetnostih tudi sam ustvarjalec dobi neposreden stik z občinstvom. In mnogi ustvarjalci vam bodo vedeli povedati, da je prisotnost odziva občinstva tisto nekaj, kar jih neizmerno izpolnjuje. Jasno, kadar ustvarjamo v medijih, ki so potem predstavljeni pravzaprav v nekih galerijskih prostorih ali kakorkoli drugače, ker mi sami nismo prisotni, bomo bolj odvisni pravzaprav od naknadnih odzivov, ampak verjamem, da tudi ti naknadni odzivi ali kritiške javnosti ali odjemalcev umetnosti, ki nam sporočijo,
da jim je vendarle nekaj pomenilo tisto, kar smo jim ponudili, tudi pomagajo skleniti ta krog. Sam sem se začel z neposrednim uvajanjem umetnosti v pedagoške procese ukvarjati tam okrog leta 2005. Se pravi, dobrih 15 let nazaj. Jasno, da sem že prej seveda to tematiko študiral kot teoretik vzgoje, ampak takrat sem si nekako zamislil eno idejo, ali je možno dokazati, da vse tisto, kar estetika, kot pač tista filozofska disciplina, ki se ukvarja z pomenom umetnosti in umetniške izkušnje, opisuje kot kakovosten odziv na umetnino, ali vse tisto pravzaprav, ali vsaj v delčku lahko prepoznamo tudi v situaciji, ko se z umetniškimi sredstvi izraža otrok, ali pa ko je otrok preprosto kot del občinstva udeležen v umetniškem dogodku. No, v teh 15 letih se mi je nabralo kopico dokazov, da je temu definitivno tako. Ne bom jih posebej razlagal, samo naštel bom tiste dimenzije, ki izhajajo nekatere pravzaprav že iz prvega, rečemo temu resnega ohranjenega besedila, ki se je na teoretsko-filozofski ravni ukvarjal z pomenom umetnosti, to je Aristotelova poetika, pa do novejšega časa, ko avtorji iz tega področja proučujejo, kaj vse je tisto, kar je v umetnosti pomembno. Zagotovo je pomembna ta prva dimenzija, ta naša sposobnost, da uživamo v lepem. Aristotel zelo jasno pove, da je življenje tistega, ki je sposoben uživati v estetskih dimenzijah življenjskih praks, mnogo bogatejše. In tu je eden od dokazov, ko predšolski otroci pravzaprav pokažejo fascinacijo nad barvitostjo recimo jesenskega okolja in potem z slikanjem detajlov pravzaprav narave, pa tudi materialnega prostora ustvarjajo pravzaprav barvno lestvico v fotografiji. Umetnost nam lahko pomaga pri ustvarjalnem reševanju življenjskih zapletov. Ta zgornja podoba je nastala, ko je ena deklica, ki je imela precejšnje težave z izgovorjavo, zelo nerazumljivo je govorila, zato da bi pravzaprav vzgojiteljci, ki jo je zanimalo, kaj počne, dopovedala, pravzaprav kaj se dogaja, ni izmogla izreči besede, razumljivo besede grlica, naredila kaj? Na ta list papirja, na ta kolaž je nalepila, kot vidimo, košček plastične ogrlice in svinčnikom na desni strani te ogrlice dorisala nekaj, kar bi lahko bila krila. In tistega, česar ni mogla izreči, grlica je pravzaprav pretvorila v vizualno metaforo. S tem je premagala pravzaprav svojo govorno jezikovno motnjo. Zame je to vrhunec ustvarjalnosti. No, če gremo naprej, tudi premagovanje osebnih stisk je nekaj, kar je znano daleč nazaj v zgodovini. Že Aristotel opisuje o nekem neverjetnem učinku, ki ga ima gledališka predstava na občinstvo. Omenjal je katarzo in v resnici pravzaprav se izkaže, da je na nek način umetniško upodabljanje, umetniško ustvarjanje za mnoge umetnike pravzaprav nekakšna samokatarzična aktivnost. Lahko pa seveda umetnino uporabljamo tudi kot del terapevtskega procesa, kadar gre seveda za globlje stiske, ali pa preprosto za premagovanje pač tistih osebnih stisk, ki jih v kakšnem drugem mediju težko dosežemo. Na spodnji podobi vidimo pravzaprav en kolaž, spet fotografij, ki so jih ustvarili predšolski otroci, stari 3 do 5 let,
s tem, da so fotografirali detajle svojih obrazov, kadar so veseli in kadar so žalostni. No in ob tem se je zgodila neka zanimiva zgodba, ko je ena od deklic, ki je bila ustvarjalka, tudi soustvarjalka teh fotografij, pravzaprav ni želela gledati na plakat, češ, da jo žalostni obrazi preveč spominjajo na nek dogodek, ki bi ga rada čim prej pozabila. Ampak na nek način je vzgojiteljica tudi ji pomagala do tega, da je začela o tem dogodku pripovedovati. In ko je dala iz sebe to travmatično izkušnjo, se je izkazalo, da od takrat naprej je enako navdušena kot vsi ostali otroci gledala na ta plakat. Se pravi, da je pač podobe žalosti preprosto niso več delovale kot nek trigger, kot nek sprožilec pravzaprav teh travmatičnih spominov. Zame je pravzaprav najbolj enostaven in hkrati najgloblji uvid v to, kaj je tisto, kar omogoča katarza, je izpostavil en irski filozof Richard Kearney, ki pravi zelo preprosto tako: za katarzično izkušnjo, za katarzično doživetje, za katarzično premaganje neke osebne travme je potrebna hkratnost bližine in oddaljenosti od travmatičnega dogodka. Kaj to pomeni? Kadar je neka bolečina prehuda, se v nas zbudi nek obrambni mehanizem, to je mehanizem potlačitve. Zagotovo ste to že obravnavali ali pa še boste pri psihologiji. Se pravi, avtomatično se naša psiha odzove na to travmo na način, da jo poskuša pravzaprav čim prej izriniti iz stanja zavesti. Seveda pa se s potlačitvijo travme ne rešimo, ampak jo zgolj potlačimo pravzaprav v neko dimenzijo, iz katere se bo še naprej lahko oglašala. Da bi to preveliko bližino z travmatičnim dogodkom premagali, si lahko pomagamo z estetsko distanco. Če je umetnina dovolj živa, da v nas zbudi pravzaprav spomin na konkretno travmatično izkušnjo, se pravi, da vzpostavi to bližino, je hkrati pravzaprav umetnina oddaljena od realnosti pravzaprav te travme. In ta hkratnost bližine in oddaljenosti je tista, ki omogoči ta, rečemo temu, terapevtski katarzični učinek. Ena od za današnji čas najbolj pomembnih dimenzij, ki jo sam vidim v umetniškem izražanju, pa je pravzaprav pomoč umetnosti v procesih osvobajanja. Zakaj? Umetnost je pravzaprav nekaj, kar nam omogoči na dejaven način vstopiti v svet, izraziti svoje stališče, izraziti svoj glas in na nek način prisiliti okolico, da ta glas, če že ne upošteva, pa vsaj sliši. Mnogim ranljivim družbenim skupinam je ta možnost izraziti svoj glas v javni sferi onemogočena. Včasih je bila onemogočena tudi ženska. Zagotovo pa je bila dolgo časa onemogočena otrokom, pa tudi mladostnikom. Češ, govorili boste takrat, ko boste polnoletni, ko boste dovolj zreli, ko boste zaključili svoje šolanje. Zato se v 20. stoletju pojavijo različni koncepti, s katerimi se poskuša izraziti tisto nekaj, kar bi morali tudi z vzgojnim izobraževanjem narediti, da pravzaprav osvobodimo otroštvo in obdobje mladosti te pravzaprav ujetosti v spone sveta, ki ga kreira predhodna generacija. Tako sta nastala koncepta opolnomočenja in pa subjektifikacije. Meni je tu pomembno samo to, da vidimo pravzaprav, da recimo lahko tudi otroci, ko se soočijo recimo z kakšnimi bolj radikalnimi oblikami sodobne umetnosti, kot je grafiterstvo, v sami formi te umetnosti prepoznajo nek medij, ki bi ga lahko uporabili. Ta dva grafita sta nastala ob protestu otrok, ki smo jih seznanjali z ulično umetnostjo,
potem pa jim dali pravzaprav za ustvarjanje grafitov na voljo samo dvorišče vrtca. Rekli so, to ni pravo. Mi želimo ustvariti grafit, tako kot ga ustvarjajo ulični umetniki. Želimo si vzeti nek del javnega prostora in se v njem spostaviti z svojimi pogledi. In tako so nastali ti virtualni vrtovi, s katerimi so otroci poskušali pokazati, kakšno okolje si želijo tudi v urbanih mestnih središčih. Tudi to je zame vrhunski primer, pravzaprav dokaz za to, da lahko z umetniškimi sredstvi že otroku oziroma mladostniku omogočimo angažiran vstop v javni prostor. Gremo nazaj na našo temo. Kaj so nam v času, ki ga danes živimo, pravzaprav ponudili umetniki? Zagotovo smo soočeni z zelo drugačno dostopnostjo umetnin kot gesto neke sočutne solidarnosti. Umetniki, ki sicer živijo pravzaprav od prodaje svojih izdelkov, so ponudili številne možnosti brezplačnega dostopa do umetnin. Drugo, kar je zame pomembno, je pravzaprav, da so umetniki ponudili tudi številne dogodke, ki nam omogočajo dobro refleksijo bivanja, v kakršnem smo se znašli. In predvsem, kar bi želel omeniti, da v času, ko politika javne prostore zapira, umetniki poskušajo oblikovati nove skupnostne prostore. Poglejmo si nekaj primerov take angažirane rabe umetnosti, ki bi jih želel posebej izpostaviti. To je recimo eden od izdelkov iz razstave fotografij iz New Yorka, ki ga je ustvarila Arina Voronova z naslovom Dejanje ljubezni. Ni potrebno dodatnega komentarja. No, v slovenskem prostoru me je posebej pravzaprav navdihnil in navdušil nek performans, ki ga je pred parlamentom v Ljubljani izvedel igralec in pa performer Primož Bezjak. Na veliki ploščadi pred parlamentom je pravzaprav začel lepiti z črnim trakom križe, ki naj bi označevali položaje ljudi, posameznikov v času zaukazane, torej varnostne razdalje do drugih oseb. Ves čas tega performansa je bil Primož Bezjak sam. Nikogar ni ogrožal z svojo bližino. Pa vendarle so k njemu pristopili policaji in ga potem celo obiskali doma in poskušali izvedeti pravzaprav, kaj počne in zakaj to počne, kljub temu pravzaprav, da ni kršil nikakršnega predpisa. Skratka, Primož je si je vzel ta javni prostor tudi v trenutku, ko je gibanje v tem javnem prostoru prepovedano. Hkrati pa je odziv represivne politike pokazal pravzaprav, da tudi če upoštevamo vsa, rečemo temu, medicinska navodila, je še vedno pravzaprav naše nenadzorovano gibanje v javnem prostoru problem, ki bi ga želela politika obvladati. Seveda so simpatični neposredni živi vstopi umetnikov recimo v javni prostor na distanci, kot so razni koncerti na balkonih in udeležba pri njih. Mene je izjemno navdušil nastop pesnice Anje Golob, ki je v zaključku oddaje Studio City recitirala Kosovelovo pesem Rdeča raketa. In želel bi ga podeliti z vami kar
tokrat v živo upam, da bo tehnika delovala. Robe, mi zdaj ne vidimo, pa ne slišimo tega, verjetno imaš ti samo PowerPoint share'an. No, jaz rdeči. Še enkrat, ker imam zvočnike, ki delajo z zamudo. Dobro večer. Jaz sem rdeča raketa. Vžigam se in gorim in ugašam. Joj, jaz v rdeči obleki. Joj, jaz s srcem rdečim. Joj, jaz z rdečo krvjo. Neutruden bežim, kakor da sam moram v izpolnjenje. In čim bolj bežim, tem bolj gorim. In čim bolj gorim, tem bolj trpim. In čim bolj trpim, hitreje ugašam. O jaz, ki bi živel rad večno. In grem, človek rdeči, čez polje zeleno, nad mano, v sinjem jezeru tišine železni oblaki. O jaz pa grem, človek rdeči. Povsod je tišina, na polju, na nebu, v oblakih. Le jaz gorim, bežim s svojim ognjem, pekočim in ne morem tišine doseči. No, da nadaljujem še z enim kratkim primerom, gledali si ga boste sicer sami, ampak vendarle tudi glasbeniki so iznašli načine, kako v živo delovati naprej. Dubioza kolektiv, na primer, je začel na spletu objavljati svoje kratke koncerte, ki jih izvajajo na daljavo in jih objavljajo na način, da se lahko gledalci, poslušalci, ki se priklapljajo med te šove, seveda tudi legitimirajo in zadeva deluje zelo simpatično. Samo en izsek, da vam pokažem. Mi ne vidimo tega, bi mogel share screen zamenjati. Ovo je, this is, drugi tradicionalni, second. Skratka, poglejte si sami ob glasbi in seveda videu nastopajočih se v desnem koncu pojavljajo, pravzaprav tudi oglašujejo tisti, ki so se priključili na posnetek in podobno kot pri Zoomu, na nek način lahko izvajalci vidijo, pravzaprav vidijo neke njihove kratke najave in vstope v pravzaprav ta dogodek. Dajmo zaključiti. Za zaključek bom spet vzel neko, rečemo temu, diskurzivno misel in pa en bolj, rečemo temu, bolj vizualni komentar. Še en citat iz prej omenjene knjige V.E. ki govori, da je estetska dimenzija proces empatije, ki sebstvo povezuje s stvarmi in stvari med sabo. Je odnos skrbi in pozornosti do stvari, ki jih ustvarjamo. Je radovednost in čudenje. Je nasprotje brezbrižnosti in pomanjkanju skrbi, konformnosti, odsotnosti participacije in občutkov. Pa še zaključen citat, ki ne rabi komentarja. Še dve fotografiji, ki sta nastali v ateljeju kolega Mateja Pelhana in ki po moje na zelo posrečen način kažete na pomen pozornosti in pa tudi odpiranja novih možnih svetov.
S tem bi jaz končal predavanje. Hvala lepa in nadaljujemo s pogovorom. Bravo. Hvala lepa. Hvala lepa tebi, Robe. Jaz mislim, da si komod zaslužiš aplauz, pa če bo to z ikonami ali pa zvočno ali pa slikovno. Tukaj delim z vami eno anketo, ki ste imeli vmes klopljeno. Mislim, da so rezultati zelo fajn, in več časa namenjamo umetniškemu ustvarjanju, pa več ali pa vsaj enako časa namenjamo v času karantene tudi spremljanju umetniških vsebin. Zdaj, toliko nas je, tukaj nas je 84, tako da zdaj bom jaz verjetno malce težko pregledoval dvigovanje rok, tako da če kdo želi postaviti kakšno vprašanje ali karkoli, jaz kar predlagam, da se odmutate, oglasite in vprašate. Tako da, izvolite. Da pa mu da kak komentar slišanemu. Dan, a lahko jaz? Ja, izvolite. Ja, Maja Justin Jerman z gimnazije Jurija Vege, Idrija. Se vam najlepše zahvaljujem za to polno uro v teh izpraznjenih časih. Ko sem reševala anketo, sem morala biti res zelo iskrena in napisati take odgovore, ki mi niso v čast in veselje. Torej, da sem deležna manj umetnosti, da se z umetnostjo manj ukvarjam, ker me požira delovnik in ta čuden čas. Tako da se vam res iz srca zahvaljujem za to polnjenje, intenzivno polnjenje v tej uri in intenzivno razmišljam, kako bi svoje dijake ponovno vključila v te procese. Ker zdaj saj si predstavljate, saj smo vsi v isti kaši, torej ukvarjamo na različne načine, kako zapolniti urnik, kako zadostiti programu, kako slediti torej učnemu načrtu. Jaz pa mislim, da je maj čas, ko bo treba dodati temu še kaj ustvarjalnosti, tako da upam, da se bomo z gospo Vesno Geršak kaj dogovorili tudi na to temo. Danes je bilo pa na tako lepo izhodišče, tako da hvala za povabilo. Skum, čestitke. In Robi Kroflič, hvala za danes in za vse, kar smo že naredili skupaj. Ja, hvala vam za odziv. Vmes sem vam vklopil še eno anketo, kar pa ne pomeni, da morate že pobegniti, samo toliko, da malce dobimo tudi odzivov, kaj vas je pri vsem tem najbolj navdušilo. Zdaj bi morda jaz izvzel, ne vem, čeprav se znajdem na računalniku pri znamkami, ubilica teh kvadratkov dela preglavice, ko bi koga našel tu, če je mogoče Nena z nami oziroma kdo od drugega ki ustvarja gledališko predstavo nadaljavo, če nam malo samo pove svojo izkušnjo, kaj počnemo oziroma počnete, jaz sem itak samo snemalec nadaljavo. Jure, boš nam ti mogoče lahko opisal, tebe vidim tu na prvem ekranu, če si pravi Jure. In naši dijaki so očitno zaspali. Torej, mi smo nekako vseeno, probamo ves ta čas na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer nekako se izkorišča tudi za to, da umetniško ustvarjamo oziroma dijaki ustvarjajo. Zdaj, eno stvar dijaki jo poznate, ostali pa mogoče ne, eno stvar bi vseeno želel deliti z vami. Na naši spletni strani smo naredili rubriko GFML-jevci smo doma, kjer dejansko zbiramo
prispevke dijakov z raznih področjih, literarnih, likovnih, fotografskih. To objavljeno na našo spletno stran, ti črno-bele karikature tukaj, pa so pa ena literarna serija, ki jo pišeta dva naša anonimna dijaka. Tako da vabljeni, da mogoče res zaidete na našo spletno stran, pa si potem to ogledate, pa morda dobite tudi kako idejo za ustvarjanje v svojih okoljih. To, kar sem pa želel izzvati dijake, pa je sveža stvar, ki še nastaja, torej z dijaki drugega U. Jure je zdaj z nami. Jure, nam boš povedal, kaj počnete? Če ste naprej želite, jaz sem šel naprej, se opravičujem. Halo? Ja, se slišimo, kar izvoli. Ja, pač dijaki drugega letnika, zdaj pač v bistvu prek te konference Zoom, na nek način delamo priredbo na Shakespearovo igro Romeo in Julija, ker se v bistvu vsak snema doma v svojem okolju, vsak svojo kamero in pač poskušamo, bo pač te profesor na koncu zmontiral, tako bo da je izgledala nekako ena igra, no, ki bo dobila neko dobro podobo, upamo, no. Kaj ne bo zdaj to izpadlo, tako bo na koncu 3/4 stvari rešil profesor. Tu je dejansko, mi probamo stvari narediti že med samim snemanjem tak, da dejansko se samo zložijo stvari skupaj, no. Mogoče vmes ne moremo glih Zooma prepričati, kam naj da kjer okno, pa smo potem raje rekli, da bomo to snemali, pa v postmontaži malce premetavali po ekranu, drugače pa včerajšnji del, ko smo snemali sceno na balkonu, pa iskali podobna okna na različnih lokacijah, je bil kar tak ustvarjalen pa zanimiv. Tako da, ko bo to končano, absolutno vabljeni vsi k ogledu. Drugače, 3 radijske oddaje smo že ustvarili v tem času, nadaljavo pa eno televizijsko oddajo. Tako da, mi nekako se tudi zato, ker večina je nas, tudi anketa to kaže. Jaz priznam, da sem zelo zadovoljen z vsem tem umetniškim ustvarjanjem vas, dijakov, v času karantene oziroma tega, ko nismo fizično skupaj. Morda še kakšno vprašanje, komentar? Moram reči, da mene že vnaprej zanima, kako bodo izgledali ljubezenski prizori nadaljavo. Zanimivo bo. Mogoče pa jaz pozovem Ciril, ki je tudi z nami, mogoče ti v 3 stavkih poveš, kaj načrtujete. Še en tak zanimiv pravzaprav projekt nadaljavo v okviru Skuma. Unmute, v redu. V redu. Ja, cool. Lahko jaz shaream screen? Ja, kar izvolite. Ja, ok. Shaream. Ga vidite ali ne vidite? Vidimo. Sam kjer screen, kura je to pravi? Word. V redu, ok, to je pol cool, v redu. Skratka, ilustriram, to čist komentar pol od Skumu, ampak trenutno ilustriram, to sem mogel mes delati, ker moram dati čez pol ure, gre v tisk v časopisu Večer, ampak to je, za nas piše gospa Kornelija, to je Zveza prijateljev mladine v Mariboru in pravi, da zelo pogreša cartanje, strašansko pogrešamo cartanje in potem, ko so dovolili igranje golfa, se je domislila, da bo z vnukinjami šla igrati golf, ne? Ker se to sme delati. Igrišče še ni pripravljeno, vendar to ni problem. V travi bomo skopale majhno luknjico, psički pred nosom ukradle, to je menda trenutno zelo cenjena sposobnost, žogico, iz kuhinje odnesle kuhalnico in igranje golfa se lahko prične. In zdaj jaz tu rišem, to je ta kuhla, to je pa zdaj ta gospa, ko igra golf s temi kuhalnicami, ne. To se mi zdelo tak simpatičen način, kako je kreativno rešila pač problem srečanja z vnuki, ne, s tem, da je iz kuhalnic naredila golf palco. Zdaj, projekt pri Skumu
to je trenutno iz mojega ustvarjanja. Zdaj projekt Priskume pa je izredno zanimiv, ker tu bomo pa zdaj preizkusili to, kako bi lahko vendarle pripravili en lep zaključek ustvarjalnega in učnega procesa, v katerem so se učenci 8 razredov učili o prebavnem traktu. To so počeli v kombinaciji s 3 učiteljicami in so to počeli tudi z plesom. Nažalost, tega zaključnega plesa ne more biti, zato ker so vsi doma. In bomo ne samo ples, pač pa tudi risarske likovne izdelke združili v zaključnem videu. Teda to je zdaj in bo ta video nek sklepni dogodek. Pač na ta način bomo te različne tokove ustvarjalne in učne pripeljali skupaj. Zdaj upam, da bo ratalo. No? Da, nas je več v ekipi, mora ratati. Dobri smo. Super, hvala. Hvala tebi. Bilo je super, Robi, tudi te poslušati, tako da delim sentimente, da je fajn slišati. To je tudi precej dobrega zame noter. Hvala. Hvala, čestitke tudi za to ustvarjanje. Morda izzovem še katero od naših koordinatoric SKUM-a. Petro vidim, Darja se mi nekaj uspešno... Darja se tudi tu smeje, mogoče vsaj, če nas pozdravita. Ja, pozdrav z domače pisarne. Tudi najprej čestitke tudi Robiju, no, mi je bo prav fajn slišati, čeprav so mi stvari znane, pa še vedno pol mi kaj odpre, no. Predvsem mi je bil ta del dosti ganljiv od Anje Golob, ki je tudi Korošica, pa je tudi drugače osebno poznam. Sicer pa ja, se mi zdi, mislim, kar me veseli je, da je kar nekaj sem opazila, vse v začetku, da je bilo tudi takih, ki ste na različnih koncih delate, zdaj se trudite tudi aktivno vključiti po šolah, pa ste v SKUM-u. Meni je to zdaj v tem dobju že prej, pa tudi v tem dobju tako posebno dražno, da delamo te stvari skupaj. Tako da sem pač vsake pobude, pa ideje, pa sodelovanje z umetnikom vesela, pa da skupaj nekako razmišljamo, kako to postaviti v pedagoški proces, pa obogatiti, pa podpreti otroke pa mladostnike, da jim damo prostor za doživetje in ustvarjanje. No. To mogoče. Ok, hvala. Tu so neke roke dvignjene. Lahko sem en kratek komentar. En citat, ne vem, čigav je, ampak en super citat sem slišal. Da ob koncu te pandemije je ena stvar jasna. Povečala se bo vloga države. Pomembno je pa to, kakšna bo ta država. In tu se mi zdi ta klic, ko si ti citiral tega srbskega pedagoga Robi, da je treba spreminjati svet. Da je treba torej učiti tudi ne samo, kako se prilagajati svetu, ampak kako prilagajati svet sebi, da to je ključno. Učenje državljanskega poguma je tudi ključen proces. No, to se tudi jaz pridružujem in jaz zdaj vzporedno nekako tudi peljem malo tako izobraževanje za vzgojitelje, no, se pravi za predšolsko obdobje, pa se jih je kar veliko število že vključilo in tam tudi posebej izpostavim ravno ta pomen aktivnega državljanstva, v katerem naj pač zdaj res skupaj z otroki razmišljajo, ne samo na način, da jih pač animirajo, motivirajo, ampak da dejansko razvijajo tudi to noto, kako so v svetu, pa kaj lahko pač naredijo. No. Tudi že najmlajši. No. Ok, še morda kakva ideja, komentar? Če ne, se jaz... Tu so bile neke roke dvignjene, ne vem, Miha Luk... Mislim, da je gospa Maja še to odprej, ali? Miha? Miha Lukman pa vam še vztrajno ploska. Jaz ploskam še vedno? Ja, saj ni problema, saj. Tu sem stisnil, ja. Ni ne vode. Ok, Marko, izvoli. Ne slišimo te? Roko vidim pri Marku.
Ja, samo Marko, veš kaj, tako bi mikrofona ne bi imel. Aha. Si odmutan, Marko? Si odmutan, ampak te ne slišimo. Žal. Ja, lahko napišeš komod, napiši v chat, te počakamo, jaz prenesem vprašanje naprej. Jaz morda še samo to omenim to, kar je prej tudi Ciril povedal, da nekaj dela zraven. Jaz mislim, da je to tudi ena taka priložnost v tem času, ko se da marsikaj videti ali slišati. Pa zdaj ne vzpodbujam vas k temu, ko med matematiko gledate filme v desnem kotu, ampak vseeno smo lažje multiupravilni v svojem okolju za svojimi napravami, pa mimogrede dajte pogledati kakšne kvalitetne vsebine, umetniške ali tudi kakšne, ali pa medijske. Verjamem, ka to zdaj sploh dijaki umetniške gimnazije pri vaši starosti že veste razlikovati. Pa niste zraven ob izobraževanju samo na socialnih omrežjih. Marko piše, gledališče v teh turbulentnih časih zastonj objavljajo svoja dela. Ko se ta situacija konča, je seveda tudi potrebno spodbujati umetnost v finančnem smislu. Ja. Tu je absolutno, mi smo že z kolegi profesorji pri filmu imeli eno idejo, pa ni šla v to televizijsko oddajo, pa verjetno šla v naslednjo, da na nek način naredimo nekaj, da podpremo umetnike, ker so, oziroma samo umetnost, ker recimo zdaj, če zaidemo malce v politične vode, so dejansko na nek način izviseli v vseh teh ukrepih, ki so bili do sedaj sprejete. Že taka preprosta anketa, kak je bila tu zdaj izvedena, pa kaže, da vsi konzumiramo umetnost zdaj vsaj toliko, kot smo jo prej ali pa še bolj. In te umetnosti ne bi bilo, če ne bi nekdo ustvaril. In seveda je najmanj, kar si za to zasluži, je ustrezno plačilo. Ker tu vedno zaidemo v neke debate, kako bi nekdo hotel imeti ne vem koliko denarja, se pa mi zdi, da v Sloveniji redko kateri umetnik je tudi v časih debelih krav bil normalno plačan. Tudi Darja nam pošilja pozdrave, pa odlično predavanje. Ja, zdaj mi je uspelo. Ja, zdaj pa ti je uspelo, ok. Ja, nekaj težave imam, danes vse pozdravljam, no, kot nalaž, vse mi gre na robe, karkoli se loti, ampak res, mislim, super, Robi, hvala. Pa, mislim, čestitka vsem GFML-jevcem, berem vas, to vaše javljanje od doma, to vaše ustvarjanje, tudi te zgodbe, fotozgodbe, ki nastajajo z Ludvigom pa z Lukom, se mi zdi, da bojo čudovite. Ok, Darja je nekje na poti z Koroške zamrznila. Nič, jaz mislim, da smo počasi izčrpali. Bom za konec uporabil to, kar je Darja zapisala, pa ji ni uspelo izgovoriti, da gremo naprej angažirano v ta svet